Vroča linija na Radiu Ptuj. Vsak četrtek bodite z nami, zanima nas tudi vaše mnenje. Lepo pozdravljeni v oddaji Vroča linija. Danes bomo govorili o pismenosti. Naša današnja gostja je doktorica Petra Javrh iz Andragoškega centra Slovenije, ki je že 20 let osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih. Med drugim se seveda ukvarjajo tudi s pismenostjo. Ta prav gotovo daje posamezniku zmožnost uspešnejšega vključevanja v učne, delovne in družbene procese. Doktorica Petra Javrh, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Uvodoma najprej vprašanje, kaj vse sploh zajema pismenost. Preden sva nekako prišli v studio, sva se že pogovarjali o sami pismenosti, pa ste mi takoj uvodoma dejali, da nekako funkcionalna pismenost, da ta izraz ni več najboljši, pa če nam sploh razložite ta termin. Ja, izraz pismenost se sicer kar še precej uporablja, vendar izraz funkcionalna pismenost strokovnjaki nekoliko, rekla, z enim takim pridržkom uporabljamo. Namreč zakaj? Zdaj pravzaprav vse bolj vemo, da imamo seveda ogromno vrst pismenosti, govorimo recimo o matematični pismenosti, besedilni pismenosti, potem tudi čustveni pismenosti ali morda tudi, bom rekla, kakšni poslovni pismenosti in tako naprej. Ta izraz pismenost se je razširil in nekako je dobil, bom rekla, en pomen, ki ni več tako zelo določen in v bistvu poljudnost se uporablja zelo različno. Zato v strokovnih krogih veliko raje govorimo o kompetencah ali pa celo o spretnostih. Zdaj tukaj imamo neko tako razliko, če bi zelo poenostavila, bi lahko rekla, kompetence so v bistvu zmožnosti, kjer nekako govorimo tako o znanju kot o sposobnostih, spretnostih, veščinah, pa tudi odnosu do neke spretnosti ali pa veščine. Medtem ko spretnosti je pa bolj, bi rekla, so pa pri človeku neke take, če govorimo o besedilnih, recimo, spretnostih, je to zmožnost, da človek besedilo ali pa neko informacijo prebere, iz nje nekako izlušči glavno sporočilo in potem se tudi kritično nekako, bom rekla, opredeli do tistega, kar je izvedel in potem seveda to, glede na to, kaj rabi v življenju, tudi to informacijo uporabi. Tako da če bi samo strokovnega zornega kota rekla, tukaj kar zelo so velike razlike, vendar pa izraz funkcionalna pismenost je pomenil pravzaprav tisto, kar danes razumemo, da je nekdo zares kompetenten. Ta širok pojem, da ima praktično vsa tista znanja, vse tiste kompetence, ki so potrebne za to, da normalno funkcionira v vsakdanjem življenju. To je recimo tudi to, da pridemo na nek urad, da znamo izpolniti obrazce, da znamo prebrati vozne rede, če nam mogoče še kak tak tipičen primer podate. Ja, seveda. Zdaj to bi recimo pomenilo, ker imamo več vrst seveda teh, bi rekla, spretnosti. Če govorim samo o najbolj temeljnih, so nekako raziskave pokazale, da najbolj temeljne spretnosti so pravzaprav besedilne spretnosti, se pravi vse, kar je nekih tiskanih sporočil v kakršnikoli obliki, da znamo to seveda prebrati in, kot sem prej že rekla, uporabiti. Potem matematične spretnosti, se pravi vse tisto, kar se nanaša na števila, številske izraze oziroma tudi tukaj je treba to širše razumeti, v bistvu kar se nanaša na nekako matematičen način razmišljanja, tudi logično sklepanje, povezovanje in tako naprej. Potem pa
še ena tretja, bom rekla, spretnost, ki jo pa mogoče malo manj poznamo, pa smo o njej morda nekoliko manj govorili še, je pa reševanje problemov v tehnološko bogatem okolju. To je zdaj nekoliko komplicirano rečeno, vendar kaj to pomeni? Preprosto rečeno pomeni to, da kot ste že prej rekla, ko pridemo na letališče, kjer imamo ogromne displeje, kjer se informacije zelo hitro menjajo, imamo zvočne informacije, imamo neke, bom rekla, piktograme ali pa neke znake, na osnovi katerih se moramo zelo hitro, ko gremo proti, bom rekla, letalu, znajti kam, v katero smer in tako naprej. No, vse to nekako skupaj, pravzaprav lahko rečemo, pa je funkcionalna pismenost takrat, kadar se zelo dobro znajdemo, kadar nam v bistvu določene informacije ali pa razbiranje teh informacij ne dela težav. Tukajle bi morda opozorila na to, raziskave kažejo, da bi težko govorili o tem, da vsi državljani, tudi v zelo razvitih državah, to zmorejo. Imamo recimo tudi v Evropi, ki sodi med razviti svet, tudi v najrazvitejših državah do 1/4 celo ljudi po raziskavi PIAAC, do 1/4 ljudi, ki imajo v takih okoljih pravzaprav resne težave. Torej, jim ali besedilo, ali matematičen zapis neke informacije, ali pa celo to, da se znajdejo, naprimer, na letališču, kot smo prej rekli, lahko dela že samo na sebi resen problem. Bomo kasneje povedali še, zakaj je temu tako in kako to rešiti, kje so zdaj nekako ti vzroki, da se nam vse to dogaja. Še preden pa bomo seveda to povedali, pa nas zanima, katere so tiste skupine, ki so nekako najbolj ranljive. Ja, tukaj pa je situacija pravzaprav kar kompleksna. Do zdaj, recimo, če govorim za Slovenijo, ranljive skupine so gotovo mladi, ki so zgodaj opustili šolanje. Vse raziskave kažejo, da ti mladi imajo premalo, v bistvu, kako bi rekla, impulzov, ki bi, ali pa bi rekla zahtev, življenjskih, vsakodnevnih zahtev, ki bi jim razvijali tako imenovane spretnosti, te temeljne spretnosti. In zaradi tega v bistvu tudi tisto znanje, ki so ga pridobili pač v času šolanja, dokler so v šoli še bili, zelo hitro potem plahni. In to je ena zelo problematična, ena velika ranljiva skupina pravzaprav. Seveda, po nekaterih podatkih Slovenija procentualno glede na Evropo nima tako ogromnega osipa, vendar tisti, ki se nekoliko bolj ukvarjamo s tem področjem, smo do teh podatkov nekoliko skeptični, ker ta prikriti, bi temu rečemo, osip teh, bom rekla, mladih, ki jih nikjer ni v nobenih evidencah, je lahko tudi kako bi rekla, drugačen od teh uradnih statistik. Potem gotovo ranljiva skupina z vidika spretnosti ali pa, če že rečeva, funkcionalne pismenosti ali pa pismenosti nasploh, so gotovo tudi starejši odrasli. Se pravi, tiste generacije, naprimer, ki nekako niso imele potrebe, življenjske potrebe, da bi se naučile ravnati s računalnikom ali pa ki niso veliko potovali, pa se težko znajdejo, recimo tudi v krožiščih, naprimer, težko razbirajo pravila in tako naprej. To je gotovo ena od ranljivih skupin. Potem pa seveda brezposelni, dolgotrajnejše brezposelni ljudje v srednjih letih, ki nekako zaradi prvič tega, da nekako drsijo na ekonomsko obrobje družbe, s tem, ker nimajo dohodka, se na to potem navezuje še recimo največkrat v bistvu neki psihični problemi, občutek nevrednosti, manjša
samozavest in tako naprej. In pa seveda, če gledamo pa z vidika spretnosti, je pa pri teh ljudeh v bistvu tudi problem, ker če so dolgotrajnejše, brezposelni, se pri njih spretnosti ali pa kompetence ne razvijajo tako, bi rekla, kontinuirano kot pri njihovih vrstnikih, ki pa so, ne, recimo na zahtevnih delovnih mestih in tako naprej. Tako da tukaj bom rekla, zdaj z zanimanjem čakamo na nove podatke, ki jih bomo dobili prihodnje leto, o tem, katere so pa morda kakšne nove ranljive skupine, za katere pa zdaj nismo sploh vedeli, kajti raziskava, v kateri bomo še tudi, se mi zdi, govorili danes, je take vrste, da v bistvu smo v njej obravnavali ljudi od 15. do 65. leta, ne glede na njihov status. Pomembno je bilo samo to, da živijo v Republiki Sloveniji. Tako da bomo imeli zdaj po dolgem času prvič zares zelo, kako bi rekla, strokovnjaki rečemo, reprezentativne podatke za celotno populacijo v tem obsegu. Še preden bova več povedali o sami raziskavi, Pijak, ste pa nekako rekli, da so pomembne tudi skupine tistih ljudi, ki so izključeni. Na katere točno ste to mislili? In zakaj so v bistvu pomembni, kar se v povezavi s pismenostjo? Ja, namreč, če se najprej ustaviva pri sploh temu, kaj pravzaprav ranljive skupine so, torej izključene skupine, več lastnosti jih definira in sicer tisto, kar je značilno zdaj za sodobni čas, za razliko recimo od enih 20 let nazaj, ko se je ta izraz ranljive skupine sploh začel bolj pogosto uporabljati, je pravzaprav to, da gre za preplet zelo različnih prikrajšanosti. Včasih smo izraz ranljive skupine uporabljali takrat, kadar smo mislili na eno tako prevladujočo prikrajšanost bolj. Zdaj se vse bolj vidi, da gre za nek tak zelo neugoden preplet različnih prikrajšanosti. Naprimer, za izobrazbeno prikrajšanost, zaposlitveno, stanovanjski problem, pa tudi problem zdravja. Potem ena pomembna značilnost ranljivih skupin je tudi, da so to skupine ljudi v populaciji, ki so manj fleksibilni ali pa, če bi bolj enostavno rekla, ki se težje odzivajo na spremembe. Vemo pa, da zdaj smo v toku nekih zelo velikih sprememb, ki jih povzroča, recimo, če tako gledamo, kaj s tem. Zdaj ta ekonomska kriza je povzročila veliko, pa če pogledamo, kako se je življenje spremenilo zaradi mobilnih telefonov, ki so pametni telefoni in tako naprej. Torej, te skupine, ranljive skupine, njihova značilnost je, da se težko prilagajajo na vse te spremembe in zaradi tega so tudi na nek način od okolja, bi celo lahko rekli, stigmatizirani oziroma nekako prepoznani kot tisti, ki težje sledijo tem novostim. Potem je ena še taka lastnost, da v bistvu to so skupine, ki so v izrazito neugodnem položaju pri dostopanju recimo do informacij, do zaposlitve, do dela, do naprimer celo zdravstvenih storitev recimo, ne. Ker ali bodisi, da se jim ne zdi pomembno, da skrbijo za svoje zdravje, ali pa niti ne znajo prepoznati, da je neka težava, ki jo imajo pravzaprav, rekla, zdravstvenega recimo izvora in da bi bilo tukaj potrebno poiskati pomoč. Ali pa se jim zdi ta pomoč to pomoč tako težko dobiti, da v bistvu ne segajo. Ne? In tukaj le gre za eno vprašanje, bi rekla, družbene neenakosti teh skupin. Namreč, če čisto preprosto rečem, naša družba je demokratična in rečemo, ne, da vse javne storitve so dostopne vsem državljanom. Ampak, ko smo delali analize, prav ranljive skupine so tiste, ki imajo zaradi
vseh teh lastnosti, ki sem jih rekla, v bistvu nekako, bom rekla, otežen dostop ali pa celo onemogočen dostop do tega. Da pa ne govorim na pamet, moramo omeniti, da mi smo na Andragoškem centru sodelovali v mednarodni raziskavi, imenovala se Includit, ki je potekala od leta 2006 do 2011. Sodelovali so evropske države samo. In v tej raziskavi smo nekaj stvari, ki so pa alarmantne, ugotovili glede ranljivih skupin. In sicer ena zelo pomembna stvar, ki se je pokazala, je ta večkratna izključenost. Se pravi, da to, kar sem že prej omenjala, da v bistvu te ranljive skupine zaznamuje en tak preplet negativnih okoliščin. Če samo tole še rečem, se pravi, da so ta pomanjkanja, ki jih čutijo, bodisi nizki dohodki, slabo zdravje ali kaj takega, so dalj časa trajajoča. V bistvu neke vrste slabo znajdenje, če smem ta izraz uporabiti, se pravi slabo znajdenje pač v družbi ali pa v okolju, kjer je sicer vse na voljo, pa si ne znajo tega poiskati. Pa potem še dve stvari, ki jih pa do zdaj nisem omenila, in sicer ena taka situacija, da imajo ti ljudje zelo malo, bom rekla, prijateljev ali pa družbe, kjer si lahko v bistvu podelijo svoje stiske ali pa se nekaj novega naučijo, nekaj novega izvejo. In tudi, da je skoraj pravilo, da v bistvu je tudi ta družinska situacija, se pravi podpora družine, sorodnikov, prijateljev, sosedov v bistvu pomanjkljiva, včasih celo na nek način sovražna. To pa je, zdaj pa če vse to združimo, si lahko predstavljamo, in si lahko predstavljamo to situacijo. In ta večkratna izključenost je gotovo en dejavnik, ki zelo slabo vpliva na pismenost ljudi sam po sebi, oziroma ugotovili smo, da tisti, ki so slabo pismeni, da je korelacija zelo velika, da so skoraj zagotovo tudi večkratno izključeni. Sedaj si bomo privoščili kratek glasbeni predah in nato se znova vrnili in povedali več o sami raziskavi PIAAC. Start! Poli cilj! Leto že 13. zapored. V soboto 13. junija se dobimo v starem mestnem jedru Ptuja. Ob 8. uri bomo vstopili v kolesarski dan in pestro popoldne. Odlična družba, dogajanje za otroke, zabava, kulinarično razvajanje in bogate nagrade. Vse to in še več, samo na 13. polimaratonu. Največjem rekreativno-kolesarskem dogodku v Sloveniji. Veselimo se vaše družbe. In zdaj, dame in gospodje, let's get ready to rumble! V ring prihaja Mr. Sympathicus Dejan Zavec! Luka, napaka, ne v ring, ampak za šank. V soboto 30. maja od 18. dalje vabljeni v dvorano Campus na otvoritev lokala Dejan Zavec Gym Cafe. Prijetno druženje s svetovnim prvakom Dejanom bodo popestrili DJ-jem in mične hostese. Pepe, gremo, začenja se 13. runda. Simobilov hitri internet tudi na Štajerskem. Poiščite ga na 5. kmetijsko-obrtniškem sejmu v Lenartu in izkoristite izjemno sejemsko ponudbo s posebnimi ugodnostmi. Novo omrežje, nove hitrosti, nova doživetja. Simobil. Sveže iz Lidlove tržnice. Danes za vas kilogram sočne lubenice samo 99 centov, pol kilograma koničaste rumene paprike pa prav toliko. Lidl, preprosto več za vas. Štajerska budilka. Z vami na delu. Ob petkih vam v Štajerski budilki predstavljamo različne poklice, v katerih se preizkušajo tudi naši budilkarji. Ta petek bo med 8 in 9 uro Dalibor Bedenik preizkušal poklic vrtnarja v vrtnarstvu Revital v Kidričevem. Vsa podjetja, ki bi želela, da predstavimo tudi poklic iz vaših vrst, vabimo, da nam pišete na narocila@radiopomišljajtednik.si.
Štajerska budilka. Z vami na delu. Imate težave z atletskim stopalom? Multiaktivni prašek Santipet je varna in učinkovita rešitev. Prašek Santipet je učinkovit absorber, detoksikant in deodorant. Pozdravimo stopala in čevlje. Naročila 080 17 33. Podjetje Sana Amicus 080 17 33. Joža, pridi greva v Dom in vrt Krpan, kjer imajo pohištvo Alples program Globus znižan za 15%. Tempo otroško sobo ter dnevno sobo Nirvana pa za 10%. Ja, greva. Lahko kupiva še kuhinjo Gorenje. Tekoči meter že od 329 evrov dalje. Za ostale kuhinje nudijo do 40%, pa še dodatni 20% popust. Pa belo tehniko Beko s 5-letno garancijo. Imajo tudi vse za delo na vrtu, od gnojil do kosilnic in prekopalnikov. Akcijska ponudba do konca meseca junija pa so topla akumulatorji. Za 100 amperskih ur samo 104,99 evra. V zalogi pestra izbira talnih oblog, tepihov, tekačev in laminatov, pa jogi vzmetnice različnih dobaviteljev. Pohitite v Dom in vrt Krpan na Ptuju, bivši Novi dom. Vabljeni na Modijanino totalno odprodajo minulih kolekcij s popusti do kar 80% od 28. maja do 6. junija v šotorih pred naslednjimi Mercator centri Ljubljana Šiška, Kranj, Celje in Maribor Tabor. Več na modijana.si. Mana. Bliža se vikend. Čas je za šoping. V trgovinah Mana izkoristite 20% popust na ženska, moška, otroška in baby oblačila pomladno-poletne kolekcije samo od četrtka do nedelje v trgovinah Mana. Lepo mi je z mano. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo. Odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom. Zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki le še krepenijo. Postaje in vlaki.
pride naproti. Vroča linija na Radiu Ptuj. Vsak četrtek bodite z nami, zanima nas tudi vaše mnenje. Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Vroča linija. Naša današnja gostja je doktorica Petra Javrh iz Andragoškega centra Slovenije. Govoriva pa danes o pismenosti. Vkolikor bi imeli vprašanje za našo današnjo gostjo, nas lahko pokličete. Imamo pripravljeni 2 telefonski številki, in sicer 02 771 2261 in 02 771 2260. Gospa Javrh, zakaj pa sploh moramo meriti oziroma zakaj je dobro, da merimo kompetence ljudi? Ja, to je seveda logično vprašanje, ja. Namreč odgovor pa je seveda tudi čisto enostaven. Namreč kompetence, mi smo delali raziskavo, kjer smo merili kompetence odraslih. Namreč od diplome ali pa od njihovega zaključka šolanja je minilo za mnoge že več let, morda tudi desetletij, in v bistvu nimamo podatkov o tem, kaj se je dogajalo z njihovim znanjem in spretnostmi. In če pač v državi tega podatka ni, je zelo težko načrtovati potem neke, bi rekla, ukrepe, glede na tisto, kar smo prej govorili, ne, da ob tem, da vemo, da obstajajo določene ranljive ciljne skupine, ne, ranljive skupine, za katere je država nekako zavezana, da jim pomaga. Torej, se pravi, najprej je treba ugotoviti, kakšno je stanje, kaj se je s tem znanjem, ki je bilo nekoč pridobljeno, dogajalo, a se je v bistvu krepilo, se je širilo, ali je morda usihalo, ne, zdaj. In ravno z tega razloga v bistvu je Slovenija tudi pristopila k raziskavi, veliki mednarodni raziskavi OECD, kjer v bistvu, bom rekla, ne samo, da sprašujemo po spretnostih ali pa kompetencah, ampak jih celo merimo. Ta raziskava se je ukvarjala tudi s tem. Raziskava PIAAC, ki se je v teh dneh zaključila, vsaj ne, ti vprašalniki in tako naprej, ne, pa če nam malce poveste, kako je sploh ta raziskava potekala, več kot 5000 anketirancev, ne, je zajemala, gre res za veliko število ljudi, morali ste seveda usposobiti vse anketarje, ki so hodili na teren in tako naprej. Kaj vse torej ste počeli v vsem tem času? Ja, raziskava je res zelo obsežna. V bistvu lahko rečem, da je ena največjih družboslovnih raziskav v Sloveniji, ki je potekala v letošnjem letu. Je pa v bistvu hkrati tudi se lahko pohvali s tem ena največjih, oziroma celo največja, da se popravim, največja raziskava na svetu z področja izobraževanja odraslih. Ravno včeraj oziroma predvčerajšnjem sem slišala od predstavnika OECD, pod okriljem te organizacije ta raziskava teče, da pravzaprav je do danes v to raziskavo vključenih 33 držav sveta. So posebne zahteve za vsako državo, ki se vključi, in sicer, da mora zagotoviti vzorec vsaj 5000 odraslih. In zakaj to? Zato, da so podatki med seboj primerljivi, tudi mednarodno primerljivi, ampak če nekako na hitro zračunamo, je pravzaprav, ko upoštevamo to, da koliko dejansko teh 5000 odraslih krat 33 držav predstavlja, je bila rečena na taka ogromna številka, si lahko predstavljate približno 1 milijardo prebivalcev tega planeta. In na osnovi takega, rekla, velikega števila podatkov so pravzaprav sklepi, ki jih na osnovi tega nekako lahko delamo, na osnovi te raziskave zelo zanesljivi. Tako da v bistvu bomo zdaj prvič lahko nekaj prvi krog držav je že zaključil, že ima podatke
To je 24 držav, je bilo že vključenih in v letu 2013 so bili te podatki že tudi objavljeni. Tako da tisto, kar je bilo ugotovljeno in nekaj stvari je presenetljivih, so stvari, za katere jih bo zelo težko vreči, bom tako rekla enostavno. Ne? Zdaj vprašali ste me glede tega, kaj smo počeli. Seveda, mi smo poslali naše pooblaščene sodelavce strokovne povsod po Sloveniji. V vseh krajih v Sloveniji so potrkali na vrata, imeli so 9000 naslovov, pridobili smo 5163 izpolnjenih ne samo anket, ampak tudi rešenih testov, kajti poleg tega, da so ljudi spraševali, rekla mi rečemo demografskih podatkih, so potem tudi odrasle testirali. To so bili različne naloge, s pomočjo katerih, zdaj analize bojo pa zdaj 1 leto trajale, bomo v bistvu lahko povedali, kako je zdaj v Sloveniji, kakšne spretnosti, kakšne kompetence imajo Slovenci od, rekla, 15. do 65. leta. Kakšne pa so napovedi za Slovenijo? Ja, nekaj napovedi imamo, ne? Ja, napovedi imamo, vendar ne iz naše raziskave, torej ne iz raziskave PIAK, namreč podatki se bodo zdaj, kot sem rekla, baza podatkov se bo analizirala, približno julija, prvi teden julija, prihodnje leto bo pa tudi javna objava, to bo verjetno kar en tak velik dogodek, ker v bistvu strokovnjaki pa tudi, bom rekla, načrtovalci politik, kar skrbjo pričakujejo, kakšni bodo rezultati. No, ampak in bi tudi težko zdaj napovedovali, jaz osebno si tega ne upam. Ampak posredno druge raziskave ali pa druge analize, ki tečejo, pa iz njih pa lahko sklepamo, kje približno ta hip Slovenija je. In če recimo samo pogledamo podatke CDFOP-a, za leto 2014 je po teh podatkih je rečeno, da bo do leta 2020 recimo, da se bo kar za 40% zmanjšala povpraševanje za nizko kvalificirane delavce. In da se bo kar še vedno za 20% zmanjšalo v bistvu povpraševanje na trgu dela za srednje kvalificirane delavce. Torej, tukaj vidimo, da tisto, kar smo prej govorili, da priliv, bom rekla, ljudi, ki bodo brezposelni, torej tistih, ki jim grozi, da postanejo ranljive da se uvrstijo tako imenovane med ranljive skupine, lahko pričakujemo še, da bo še naraščal. Seveda pa ni vse tako črno, napoved je tudi, da se bo povečalo povpraševanje pač po visoko kvalificiranih delavcih za 20%. Ampak iz tega, kar sem rekla, že samo iz teh podatkov lahko kar hitro vidimo, da za tiste ljudi, ki imajo nižje stopnje izobrazbe, je večje tveganje, da bodo imeli težave dobiti delo, kar seveda tudi raziskava PIAK že kaže za tiste države, ki so rezultate že imele. Tiste države, ki so rezultate že imele, kot ste rekli, pa so tudi eni univerzalni podatki, ki bodo najverjetneje veljali tudi za Slovenijo. Kateri so ti univerzalni podatki, ki bi se naj prenesli potem tudi na našo državo? Ja, če čisto univerzalnih govorim, bom rekla, je najbolj gotovo, da lahko tole zaključimo na osnovi teh podatkov, ki že so na osnovi raziskave PIAK. In sicer, da kaže se, da odrasli, ki imajo dobro razvite spretnosti ali pa dobro razvite kompetence in tukaj je korelacija velika, to so ponavadi tisti odrasli, ki imajo tudi višje stopnje izobrazbe, imajo zagotovo, torej statistično pomembno, višje plače, so boljšega zdravja,
so tudi bolj, rekla, družbeno aktivni, tako rekla, na političnem področju ali pa tudi sicer, ne, se pravi v svojih lokalnih skupnostih in tako naprej. In pa tisto, kar je zelo pomembno, so tudi zaposleni. Se pravi, pomembno večkrat imajo možnost, da so, bom rekla, da dobijo zaposlitev kot pa tisti, ki v bistvu so nekako, rekla, ki imajo nizke dosežke na področju spretnosti. In vse te rezultate, ki bodo znani prihodnje leto tudi za Slovenijo, kako jih bomo lahko uporabili? Najverjetneje bomo lahko, ne vem, primerjali s potrebami trga, bodo lahko spodbuda za strateško in medresorsko povezano načrtovanje politik razvoja. Skratka, to bodo podatki, ki jih bomo potem lahko konkretno tudi uporabili, je tako? Ja, absolutno. Namreč, bom rekla, pomen te raziskave ali pa teh podatkov, ki jih bomo prihodnje leto imeli, je ravno v tem, da, kot jaz rada včasih rečem, da ne bomo več na pamet načrtovali stvari. Namreč, strokovnjaki večkrat nekako mogoče malo z nezadovoljstvom opažamo, da se morda kakšne odločitve sprejemajo, ki so, bom rekla, posledica nekih prepričanj, kako v naši družbi je. Čisto drugače pa je, če se sprejmejo odločitve bodisi na področju izobraževanja ali pa na drugih področjih, ki so na podatkih temelječe. In ta raziskava je tako temeljna, daje tako temeljne podatke o tem, kakšno je dejansko stanje spretnosti, kakšne spretnosti imajo ljudje za znajdanje v vsakodnevnem življenju ali pa na delu, da bo na osnovi tega precej lažje načrtovati. Zdaj pa, če sem konkretna. Recimo, na katerih področjih Slovenije, naprimer, ali imamo določene regije, kjer morda ljudje nimajo dovolj spretnosti. Ne vem, bomo morda ugotovili, da je neko področje v Sloveniji, se bo pokazalo, da je premalo znanja ljudi, kako se znajti, kako reševati probleme v takih, bom rekla, bolj tehnološko bogatih okoljih ali pa kaj takega. Ne. Ali pa recimo, ne vem, bomo morda ugotovili, da obstajajo določene skupine ljudi, morda tudi, kar se je v nekaterih drugih državah pokazalo, med visoko izobraženimi ljudmi, ki imajo resne težave z obvladovanjem sodobne tehnologije in rekla, vključevanjem v vse te tokove, kaj jaz vem, uporaba mobilnega telefona, potovanje z letalom ali pa uporaba Skypa, interneta in tako naprej. Kakšen pa je recimo sploh posluh pristojnih institucij, da takrat, ko bomo dobili vse te rezultate, da jih bodo potem tudi dejansko upoštevali in pri svojem vsakodnevnem delu, to predvsem mislim tukaj recimo na izobraževalni sistem in na vse ostale institucije, da bodo seveda to tudi upoštevali in nekako tudi potem v praksi vse to izvajali? Ja, moram reči, da nam je pa tukaj uspel, kar bi se pohvalila, en preboj. Namreč na Ministrstvu za izobraževanje se je že na začetku tega projekta v bistvu oblikovala tako imenovana eno posebno telo, imenuje se Nacionalna koordinacija za spremljanje pač te raziskave. In kar je zanimivo, je oblikovana tako, da so povabili k sodelovanju predstavnike različnih resorjev. Tako da v tej skupini, v tej nacionalni koordinaciji, s katero tudi mi tesno sodelujemo in jo ves čas poteka te raziskave, kar aktualno seznanjamo, kaj se dogaja, kaj delamo. Recimo v tej nacionalni koordinaciji, v tem telesu so vključeni, predstavniki z področja kmetijstva, predstavniki z področja recimo prometa, zdravja, dela in tako dalje. Se vam bo morda zdelo čudno, kakšno zvezo ima to, ampak recimo kar zamislimo si, nivo spretnosti, ne, nivo tega, koliko se recimo Slovenci znajdemo naprimer v
v razbiranju določenih informacij, je tudi naprimer to, kako naprimer določene skupine prebivalcev razumejo prometno signalizacijo recimo v krožiščih. In zato je pomembno, da v bistvu strokovnjaki, ki skrbijo za prometno varnost ali pa za označevanje naprimer cest, vedo, ali imamo med vozniki, našimi, se pravi v naši populaciji, tudi ljudi, ki preprosto teh novih znakov nekako ne znajo razbirati, naprimer, če so preveč mehni, če so postavljeni preveč na gosto, če so taki, da se niso v njih učili recimo na tečaju za cestno-prometne predpise in tako naprej. Tako da hotela sem poudariti s tem konkretnim primerom to, da tukaj gre za neke stvari, ki so pravzaprav zelo sežejo v tisto čisto vsakdanje življenje. No, in če se vrnem nazaj, mislim, da z tega zornega kota je pa, da nam je res uspel preboj, kajti sploh Ministrstvo za izobraževanje v bistvu je zelo pozorno spremlja, kje smo z raziskavo in mislim, da tudi, ko rezultati bodo, da bo v bistvu bomo tudi se trudili, da vse te rezultate zelo plastično predstavimo ustreznim ljudem, da bi se potem to mogoče tudi čisto konkretno odrazilo v našem vsakdanjem življenju, naprimer, tudi na cesti. V prometu. Ja. Tako da zares veliko uporabnih informacij. Čisto ob koncu imamo še dovolj časa, da povemo, da je za Slovenijo tudi zelo pomembna raziskava PISA, in sicer to je mednarodna bralna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti otrok. In ta je pokazala, da smo, kar se tiče bralne pismenosti, pa pod povprečjem, in sedaj bomo prisluhnili Mojci Štravs iz Pedagoškega inštituta, ki je o raziskavi PISA pojasnila. Raziskava PISA, ki sicer poteka pod koordinatorstvom Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, je v Sloveniji postala aktualna pred približno 10 leti, ko smo prvič vstopili v zbiranje podatkov z pretežno vprašanji na področju naravoslovne pismenosti. Torej, leta 2006 smo prvič dobili primerljive podatke o pismenostih naših 15-letnikov, predvsem torej na področju naravoslovne pismenosti, kjer smo takrat ugotovili, da je naravoslovna pismenost slovenskih 15-letnic in 15-letnikov relativno uspešna v primerjavi z povprečjem OECD ali če se primerjamo torej z državami v OECD. To pomeni, da so dosežki naših učenk in učencev nad povprečjem. Pri naravoslovni pismenosti, pri matematični pismenosti, ki je tudi takrat bila preverjena, vendar v manjšem obsegu, smo ugotovili tudi nadpovprečne dosežke, pri bralni pismenosti pa takrat še relativno povprečne dosežke, ki so pa kasneje v naslednjih zbiranjih podatkov, ker raziskava PISA se zbira vsaka 3 leta, torej leta 2009 in leta 2012 smo za bralno pismenost v tej raziskavi pa ugotovili podpovprečne dosežke. Lahko rečemo, da pri matematični in naravoslovni pismenosti so dosežki ostali nad povprečjem, medtem ko za bralno pismenost pa sedaj ugotavljamo, da imamo določene večje šibkosti, in ko smo to ugotavljali prvič, torej leta 2009, so se sprožili določeni procesi v sistemu zavodov, ki skrbijo, da tako rečem, za sistem, kako prepoznati res vzroke za šibke točke in potem poskušati kaj izboljšati. O vzrokih pa je povedala: To je precej kompleksno vprašanje, zakaj je raziskava PISA šele leta 2009 pokazala te šibkosti na področju bralne pismenosti, bi jaz deloma ocenila predvsem zato, ker je leta 2009 Slovenija prvič sodelovala v poglobljenem preverjanju bralne pismenosti. Tudi razvoj tega preverjanja je bolj intenziven, zato smo lahko bolj natančno ugotovili tudi določene primanjkljaje naših učenk in učencev v primerjavi z drugimi državami, ki jih prej to ni bilo mogoče, se pravi prej, kot
smo samo v prejšnjem ciklu enkrat sodelovali v raziskavi PISA. Vzroki za te šibkosti pri bralni pismenosti se skozi raziskavo PISA sami neposredno ne pokažejo kar takoj. Potrebne so poglobljene analize samih podatkov. Lahko seveda ugotavljamo, da podobno kot v drugih državah je razkorak med dosežki učenk in učencev, med spoloma torej, relativno velik. V Sloveniji je med največjimi v Evropi, kar pomeni, da morda je na tem področju nekaj prostora, da kaj naredimo, potem tudi med regijskimi primerjavami morda lahko ugotovimo, da se posvetimo določenim, da tako rečem, področjem v Sloveniji ali pa regijam v Sloveniji z določenimi specifikami, kar kaže recimo tudi nacionalno preverjanje znanja, kjer je smiselno vpeljati specifične ukrepe. Kot pa vemo, je znano, je Zavod za šolstvo z drugimi partnerji vpeljal projekt izboljševanja oziroma opolnomočenja učenk in učencev pri bralni pismenosti, ki upamo bo pokazal uspešne rezultate. Seveda je ta projekt zdaj še nemogoče prepoznati v samih neposrednih rezultatih raziskave PISA, ampak sčasoma pa upamo, da se bo izboljšanje pokazalo. To je bila gospa Mojca Štravs iz Pedagoškega inštituta. Gospa Javrh, kakšno je tukaj vaše mnenje? Je torej že iz izobraževalnega sistema vse izhaja ali kaj vi menite? Ja, tukaj je treba, to je zelo kompleksno vprašanje, no, ampak popolnoma, bom rekla, razumljivo, zakaj se tako poudarja bralna pismenost ali pa se pravi besedilne spretnosti. Morda na prvi hip tega ne vidimo, ampak če povem samo eno tako zanimivost, ki se je pokazala zdaj že v prvem krogu držav, ki so sodelovali v raziskavi PIAK, je recimo tole, da je povprečna urna postavka delavcev, tistih delavcev, ki zelo dobro, bom rekla, obvladajo besedilne spretnosti, naprimer lahko, bom rekla, preberejo, znajo vrednotiti, potem kritično presodijo in potem tudi znajo, bi rekla, uporabiti to informacijo, ki so jo prebrali, no, se pravi, to pomeni tisti, ki imajo zelo dobre to besedilne spretnosti, se je pokazalo, se pravi, da je njihova plača za 60% višja kot pri tistih delavcih, ki imajo na tem področju, rekla, nižje spretnosti. Naprimer, da besedilo sicer preberejo, pa preberejo zelo kratke dele, recimo nekih besedil ali pa informacij in v njih nekako težje poiščejo, bom rekla, neko bistvo. Imajo morda tudi problem, kako to, kar so izvedeli, nekako sporočiti drugim, kako niso kritični in tako naprej. Skratka, kaj hočem s tem povedati? Ta rezultat je ena univerzalna ugotovitev. To pomeni, da ni odvisen od, bi rekla, ekonomije države, od tega, kakšna je kultura države. Namreč raziskava PIAK je potekala na vseh kontinentih, v vseh državah, ki imajo različne politične ureditve in tako naprej. Tako da ukvarjanje s tem, kakšne so besedilne spretnosti, je zelo pomembno tudi za odrasle. A ne, že ta podatek, da gre za 60% razliko v višini plače med enimi in drugimi in da gre za, bom rekla, neposredno korelacijo, to je ena pomembna stvar. Tako da, če nekako povzamemo, raziskava PIAK sporoča, da bodimo pridni, hodimo v šolo, učimo se brati, ne, že čim prej. Kot mladi, ja. Ne, in potem tudi verjetno sporočilo staršem, da naj bodo tukaj v oporo. Potem pa je seveda pomembno, da se učimo vse življenje, tudi vseživljenjsko učenje je tukaj zelo pomembno, ne, da se nikoli ne predamo in da rečemo, ne rabim računalnika, ne rabim vladati pametnega telefona, imeti elektronskega naslova. Skratka, veliko pojmov je tukaj zajetih in da potem seveda tako lažje obvladujemo te vsakodnevne življenjske prepreke, ne? Ja, jaz bi rekla, nikoli ni prepozno. Naši rezultati kažejo praktično, da se lahko v katerem koli obdobju življenja lotimo in nekako, rekla, utrdimo svoje spretnosti.
Doktorica Petra Javrh iz Andragoškega centra Slovenije, hvala za obisk danes v našem studiu in seveda hvala za vsa vaša pojasnila. Hvala lepa tudi vam. Srečno. Vroča linija na Radiu Ptuj. Vsak četrtek bodite z nami, zanima nas tudi vaše mnenje.